Jaz bi mogoče dodal, običajno še povem še dve zanimivi zadevi, kot naprimer, da ta trenutek danes je v ameriškem kongresu več kot 120 predlogov zakonov, ki tako ali drugače opredeljujejo umetno inteligenco. Pa mogoče še en tak zanimiv podatek, da obstajajo pobude, da bi umetno inteligenco opredelili kot orožje. In to je nekaj podobnega, kot se je zgodilo pred 30 leti, kjer smo imeli enkripcijo. So le podobne pobude za enkripcijo, da v bistvu bi enkripcija bila opredeljena kot orožje. Tako da res gre za disruptivno tehnologijo. In danes bi samo na kratko pogledali, kako smo mi v Gospodarski zbornici Slovenije, ker danes sem v vlogi predstavnika Združenja za informatiko in telekomunikacije, kako bi mi pomagali podjetjem, gospodarstvu, da čim hitreje v bistvu pride do uporabe umetne inteligence v njihovih ključnih poslovnih procesih. Mitja Trampoš je moje ime, z mano je tudi Mateja Pucihar-Bebler, ki sedi tamle v tretji vrsti in sva na razpolago tudi potem za kakšne pogovore na to temo, kako sodelovati z pobudo. Torej, še enkrat, pobuda je organizirana znotraj Gospodarske zbornice Slovenije. Znotraj Gospodarske zbornice Slovenije obstaja Združenje za informatiko in telekomunikacije, kratko ZIT, in znotraj ZIT-a obstaja več sekcij in pobud in ena od pobud je tudi AI for SI, umetna inteligenca za Slovenijo. Zdaj pa, kako v bistvu, kaj sploh počnemo v tej pobudi, gre za to, da poskušamo seveda evangelizirati, bom uporabil prejšnji izraz, pač podjetja. Mi delujemo za gospodarstvo, tudi naši pogledi so iz gospodarstva, delujemo za gospodarstvo, skratka želimo podjetja pripraviti na to, da ta tehnologija bo njihov vsakdanjik in da seveda brez te tehnologije tudi ne bo preživetja. To je danes že dejstvo. Drugače pobuda ima dejansko nalogo, da pospešuje uvajanje umetne inteligence. Imeli smo seveda tudi željo, da vse te dosežke, ki jih raziskovalno-akademska sfera v bistvu pridobi, da to v najkrajšem možnem času prenesemo tudi poslovanje podjetij. Ključna stvar. Če veste, naj spomnim, Slovenija se hvali, da ima največje število znanstvenikov, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco. Super. Naša naloga je, da te dosežke seveda prenesemo v gospodarstvo. Mogoče še ena taka stvar, ki je zanimiva, organiziramo dogodke ravno s namenom osveščanja gospodarstva na temo umetne inteligence in vam predlagam, da obiščete spletno stran pobude, kjer boste našli tudi vse posnetke do sedajšnjih dogodkov in zadnji dogodek, ki je bil recimo ki je aktualen, je bil dogodek, webinar na temo zakonodaje na področju umetne inteligence, torej akta o umetni inteligenci. Izjemno zanimiv webinar, priporočam ogled, lahko nam pa tudi sledite na LinkedInu. Zdaj, kaj smo mi pri nas v pobudi spoznali? Že pred časom smo ugotavljali, da seveda slovenska podjetja ne razumejo potenciala umetne inteligence, se v bistvu ne zavedajo, kaj to prinaša. Tudi to koristnost umetne inteligence v bistvu zavedanje o tem je bilo nizko. Potem smo dobili še en potrditev tega, statistični urad je povedal, da seveda je samo 11% podjetij, ki v nekih ključnih poslovnih procesih uporablja v Sloveniji umetno inteligenco. Mogoče tista stvar, ki nas je pa napeljala potem k naslednjim aktivnostim, je pa to, da seveda neka digitalna preobrazba ni mogoča, če se ne lotimo tudi podatkov in umetne inteligence. To je tudi dejstvo. Veliko je govora o digitalni preobrazbi, ampak seveda brez podatkov in brez umetne inteligence take preobrazbe pač ni možno izvesti. Zdaj, definitivno, če pa želimo v podjetju začeti uvajati umetno inteligenco, se je treba pa seveda na to ustrezno pripraviti in kot sami verjetno veste, tega še ni dovolj. Podjetja niso pripravljena za to, da bi se lotila na sistematičen način uvajati umetno inteligenco. Zato smo se v tej pobudi v naši pobudi odločili, da izdamo nek priročnik, nek vodič, ki bo pomagal lastnikom podjetij, direktorjem, pač vodstvu, dati neke smernice, kako v bistvu to začeti uvajati. Kaj v bistvu treba imeti v mislih, ko ugotovimo, da je potrebno začeti uvajati umetno inteligenco. Mogoče ključna taka ugotovitev je, da večinoma pogovorov, ki smo jih imeli z našimi člani, je bila ta, da so bili pogovori usmerjeni na tehnologijo, na algoritme. Bomo pa kasneje tudi ugotovili, da pravzaprav to ni dovolj. To poznati recimo orodje, kaj to pomeni recimo poznati uporabo ChatGPT-ja, ki je bil prej omenjen, ni dovolj. Za neko sistematično uvajanje umetne inteligence v podjetje je treba
obvladati marsikaj več. Mi smo identificirali 4 osnovne podporne stebre, nič novega, samo zdaj prihaja to mogoče samo še bolj v spredje. Skratka, gre za neko kulturo podjetja. Kaj pri kulturi podjetja imamo v mislih? Predvsem to, da ste pripravljeni eksperimentirati, da ste pripravljeni vlagati v te tehnologije, mogoče se tudi povezati s kakšnim superračunalnikom, če vas use case to zahteva. Naslednja stvar, nič novega, tako kot sem že rekel, človeški viri, talenti, absolutno je treba se z njimi ukvarjati, jih ali dobiti nove zaposlene z novimi znanji ali pa prekvalificirati obstoječe zaposlene. Brez podatkov ne bo nič šlo, tako da je potrebno začeti upravljati s podatki. In pa četrta točka, torej četrti steber je pa infrastruktura, o kateri smo danes že slišali že kar nekaj, pa verjetno v nadaljevanju bo še nekaj govora o tem, kaj za nas pomeni, recimo, ki se ukvarjamo z umetno inteligenco, da je na razpolago, da je dovolj zmogljiva in seveda, da je dovolj varna. To je so nekaj izhodišča, kar se tiče infrastrukture. Mi smo potem še opredelili 6 korakov, ne bi šli v podrobnosti, ker je to opisano v vodiču. Gre za teh 6 korakov, ki nekako dokazano pomagajo sistematičnemu uvajanju umetne inteligence v podjetje. In v bistvu je neke vrste recept, kako priti do nekih konkretnih rezultatov. Mogoče bi izpostavil ta drugo točko, drugi korak, ki je ključen, ko smo zdaj ugotovili, da je mogoče ključen. Ko se podjetje loti uvajanja umetne inteligence, je treba opredeliti ta pravi use case, primer uporabe. Od tega primera uporabe bo zelo verjetno odvisno, kakšna bo nadaljnja dinamika uvajanja umetne inteligence. Ker če bo ta primer uporabe uspešen, ga boste rešili mogoče z superračunalnikom, če bo to potrebno in bo dal tudi neke konkretne rezultate, potem se zna zgoditi, oziroma je zelo velika verjetnost, da bodo tudi ostale pobude imele podporo vodstva in zaposlenih. Jaz bom zdaj preskočil teh 6 korakov, da ne bomo šli čez vsega. Povedal bom samo to, da smo mi lansko leto predlani izdali prvo različico vodiča. Vmes se je pa zgodilo marsikaj. Kaj se je zgodilo? Dobili smo zakonodajo na področju umetne inteligence, dobili smo akt o umetni inteligenci, tako imenovan EU AI Act, ki seveda zahteva določene stvari pri razvoju umetne inteligence od podjetij, ki se s tem ukvarjajo, torej gre za opredeljuje neka tveganja, potem potrebno poskrbeti za zasebnost, varstvo osebnih podatkov, za intelektualno lastnino, torej vsa ta vprašanja regulira, poskuša regulirati, potem ne smemo pozabiti na razložljivost, so določeni modeli, ki pa seveda zahtevajo, da jih znamo razložiti, etika in podobno. Mogoče tukaj sam neka taka splošna ugotovitev. Umetna inteligenca je predvsej močna tehnologija. Odvisno je samo, kako ljudje uporabljamo. Ker če dam primer, jedrska energija, lahko uporabljamo v dobre namene ali tudi v slabe, tako da moje mnenje je, da je zakonodaja na tem področju potrebna, regulativa potrebna. Zakaj? Zato, da ljudje dobimo zaupanje v to tehnologijo. In to nam bo koristilo vsem. Tole sem v bistvu še mogoče imel misli, da je smiselno pokazati. Zagotovo boste srečali takle trikotnik, ki seveda razlaga, zakaj oziroma razvršča določene modele umetne inteligence v smislu tveganj. In čist na vrhu, kot vidite rdeči trikotnik, so modeli, ki so prepovedani, potem navzdol grejo pa modeli, ki zahtevajo manj kontrole. To bo vedno bolj tema in tega trikotnika se po mojem ne bomo mogli znebiti. Kaj se vmes še zgodilo? Začeli smo seveda izpostavljati varnost umetne inteligence. Lahko vam povem, pred 4 leti nihče ni pomislil o tem, ali pa pred 3 leti še nihče ni govoril o varnosti umetne inteligence, danes je to tema številka 1. Zakaj? Ker se že dogajajo seveda kibernetski napadi, tudi že zastrupljanje podatkov, skratka že imamo klasičen nabor teh napadov tudi na umetno inteligenco in ta tema, kako varovati umetno inteligenco, sisteme umetne inteligence bo postala number one. Mogoče primer Samsunga, če ne veste kratko, kaj se je zgodilo. Inženirji pri Samsungu so seveda bili clever, smart in so razvijali neko kodo za nov procesor. Vprašali so ChatGPT, če jim lahko pomaga pri ugotavljanju bugov, torej če lahko pregleda kodo in poišče, če so kakšni bugi.
ChatGPT je to seveda odlično opravil to nalogo, povedal je, kje so bili bugi, tudi popravil te buge, ampak ta ista koda, ki je bila poslovna skrivnost Samsunga, se je pojavila potem pri uporabnikih, ko so iskali podobne zadeve. Tako da to je en primer, ki je že star, ampak lepo pokaže, kakšno mora biti zavedanje zaposlenih pri uporabi teh sistemov. Danes sem slišal zanimivo stvar, ki je mogoče res za superračunalnike ena od, prodajnih prednosti, in to je, da gre za to, da so podatki v Sloveniji in da so dejansko v zaprtem okolju in ne gredo v oblak. Ta stvar se mi zdi, da zna biti zelo zanimiva. Ker seveda vedno več je pač področji, ki zahtevajo tako obdelavo podatkov. Kaj se je pa še zgodilo? Torej, rekli smo, imamo akt o umetni inteligenci, dobili smo zahteve za varnost, zgodilo se je pa še seveda ChatGPT. Torej, naš vodič smo naredili še na roko, pred ChatGPT-jem, vmes je prišel ChatGPT, seveda zdaj smo ga dopolnili, malo tudi s pomočjo ChatGPT-ja, pač seveda smo pomagali, ne? Ampak smo ga dopolnili tudi seveda s pomočjo, da ne zgubljamo mogoče prej časa na tem področju. Absolutno generativna umetna inteligenca je tukaj. Kaj pa je problem pri podjetjih? Na kratko v 2 stavkih. Že s prediktivno umetno inteligenco, torej s klasično umetno inteligenco smo imeli težave, kako podjetja navdušiti za to, da začnejo uvajati v poslovne procese. In ta čas od tega, da se podjetje odloči in potem tudi uvede določene stvari, je bil precej dolg, še danes je. Generativna umetna inteligenca se pa tako hitro razvija, da dejansko podjetja ne morejo dohajati tega hitrega razvoja. Tako da imamo še večji gap. In v bistvu imajo podjetja pri tem res velik izziv. Zdaj, če povzamem, kaj za nas pomeni uspešna upeljava umetne inteligence, kaj so v bistvu neki koraki, ki jih je treba narediti. Skratka, definitivno treba se ukvarjati z zaposlenimi, ali jih prekvalificirati, dodati nova znanja, ali pa dobiti nove zaposlene. Ne bo šlo brez preoblikovanja notranjih procesov. To, da bi delali enako, pa z umetno inteligenco, to ne gre. Skratka, treba se bo lotiti konkretno spremeniti zadevo, znotraj torej ključne poslovne procese. Sama kultura, ni to problem samo pri umetni inteligenci, tudi pri ostalih stvareh, eksperimentiranje, poskušanje, tudi kakšen fail je dovoljen, samo dajmo iti naprej. To je ta kultura sprejemanja, kultura uvajanja novih stvari. Še enkrat poudarek na zagotavljanju kakovostnih podatkov, to je ključna stvar, varna infrastruktura in pa prilagodljivi IT sistemi, ker seveda sistemi, ki niso sposobni se integrirati s kakšnimi drugimi sistemi, bodo pač ovira, velika ovira. Kot sem že omenil, izpolnjevanje regulatornih zahtev pač bo nujno in pa upoštevanje nekih zahtev za informacijsko varnost bo vedno bolj prišlo v spredje. Zdaj, kako pa kot eno podjetje, povprečno podjetje, kako začeti, kako se lotiti tega? Preprosto, najprej treba se prepričati o tem, kaj umetna inteligenca ponuja, verjeti v to, mislim, da zdaj že težko najdemo kakšne dvomljivce, potem najmanj kratkoročno strategijo, če že ne dolgoročne strategije nismo sposobni narediti, je v bistvu potrebno pogledati, kje smo, kaj želimo in kakšen je cilj in kako pridemo do njega. Potem moramo pogledati, kaj nam manjka, zato da lahko pridemo do tega cilja, ali so to ljudje, ali so to znanja, ali to infrastruktura, ali so to podatki, ali pa to use case. Včasih je tudi primer uporabe, recimo, ga težko opredeliti. Potrebno je pri vodstvu zagotoviti ustrezen budžet, sredstva, zato da sploh lahko zadeve speljemo. Kot rečeno, ključno je poiskati ta prav primer uporabe, zato da bo čim bolj uspešen. Zdaj pa, mogoče če se vrnem, če imamo mi strateško vizijo uvajanja umetne inteligence, potem tudi kakšen fail na kakšnem use caseu ne bo preprečil, da ne bi nadaljevali s temi stvarmi. Skratka, je treba v bistvu imeti nek dost odločen cilj. Začeti je treba upravljati s podatki. Ne boste verjeli, mi srečujemo podjetja, ki delajo s podatki kot svinja z mehom, ležijo povsod, jih nihče ne upravlja in dejansko mislim, da se ne zavedajo, da je to v bistvu zlato. Mogoče za konec, čim prej se je treba povezati s kakšnim zunanjim partnerjem, pa ne samo na področju tehnologije, predvsem
kar zdaj ugotavljamo, je, da je smiselno se povezati s kakšnimi svetovalci, ki znajo pogledati mogoče znotraj podjetja, kje, v katerih segmentih je potrebno začeti uvajanje umetne inteligence in ki vam tudi pripravijo strategijo uvajanja umetne inteligence. Tehnologija je še najbolj pomembna. Da pa podprem mojo trditev, bi pokazal tole je pa analiza uspešnih podjetij, tistih, ki so uspešno uvedla in dejansko dobila neko dodano vrednost z umetno inteligenco. To je analiza Boston Consulting Group in ta podjetja so dejansko prepoznala pomembnost tega hitrega prilagajanja, eksperimentiranja, učenja, potem imajo premišljeno strategijo vlaganja v umetno inteligenco in pa tale se mi zdi pa ključna ugotovitev. Pa ne bom našteval, mogoče se ostavim samo pri zadnjem. 70% vlaganj gre v prilagoditev procesov in usposabljanje zaposlenih. Tehnologija, kot vidite, je še najmanj pomembna. In se mi zdi to mogoče res taka ključna ugotovitev. Za konec pa, tole je pa ena ugotovitev istega Boston Consulting Group, 1000 podjetij, to je svetovno merilo, in gre za to, kje so ta podjetja. Samo kratko, torej 25% ne dela nič, 50% približno tamle, 50% poskušajo nekaj, pa vejo, da bo fajn nekaj delati s to novo tehnologijo, ne? Vključuje tudi generativno umetno inteligenco. In samo tistih 25% so začele generirati neko dodano vrednost, ampak samo 4% so pa tisti, ki so konsistentno in dolgoročno z umetno inteligenco začele ustvarjati dodano vrednost. S tem bi zaključil, skratka, mislim, da imamo potencial, imamo tehnologijo, imamo tudi resurse, treba se usmeriti v uvajanje umetne inteligence sistematično in mislim, da ne smemo zamuditi te priložnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Trampuš. Kakšno vprašanje zanj v zvezi z umetno inteligenco, uvajanjem tega v podjetja? Samo tole bi mogoče vprašala, če bi nam lahko dali izmed teh podjetij nekakšen konkreten primer, branže, panoge, ožje, širše, ki se je dokaj dobro preoblikovala na račun tega, da so začeli uporabljati orodja umetne inteligence, recimo, da je dejansko opazen vpliv. Ja, imamo en primer, ki ga je smiselno izpostaviti, lahko ga izpostavim z imenom in priimkom, ki ga seveda tudi mi radi na takih zadevah pokažemo. Gre za Novo Ljubljansko banko. V tej banki so se zadeve lotili na, bom rekel, sistematičen način in imajo tudi uspehe. In to na nivoju skupine NLB. Je pa res, da so se tega lotili že pred 5-6 leti. In oni imajo celo Chief Data Officerja, ki bo zdaj verjetno Chief AI Officer postal, torej dedicated vloga za umetno inteligenco. In ja, s takim načinom potem so se lotili uvajanja umetne inteligence v smislu opredelitve kadrov, torej talentov, virov, potem izobraževanja teh ljudi, iskanja poslovnih primerov, torej primerov uporabe in mislim, da jim uspeva. Torej, njih damo za tako, mogoče tak primer, ampak to je pač večje podjetje, ne? Drugače pri manjših podjetjih so pa zaenkrat še vedno samo posamični primeri uporabe, kjer uvedejo pač za nek primer uporabe uvedejo umetno inteligenco in so zadovoljni. Šele zdaj pa prihajajo do tega, da ugotavljajo, da bo treba to pač razširiti v celotno podjetje. Tako da se dogaja. Počasi bomo tam, ne? Tako